Takle, zdaj bomo pa pogledali v bistvu, kako delimo mape in datoteke z drugimi. Torej, kako dajemo stvari v skupno rabo. Če nekdo da vam v skupno rabo, boste o tem obveščeni na svoj e-poštni naslov, če bo nekdo tako pač se odločil. Večinoma je pač to tak, če ne, se vam bo pa enostavno v Google računu pač to znašlo. Seveda, deljenje je možno tudi z ne Google računi, ampak v tem primeru ljudje lahko pač samo gledajo neke vsebine, ne morejo jih kakorkoli urejati, zato ker pač nimajo dostopa do Google računa, preko take datoteke. Tako da je ful fajn, da v bistvu dajete v skupno rabo z Google računi, torej z Gmaili in z računi, ki so Google. Torej na drugi strani tiste, ko pozovete nekoga, da vam da mail, na katerega lahko pač date v skupno rabo neko datoteko v Google Driveu, dajte pač izrecno reči, da naj bo Google račun, da bojo lahko res dostopali, ne pa imeli lepo v deljeno z mano in tako naprej. Da se jim ne zgubljajo te vsebine, ker če je to samo kot link, morajo vedno najti link, če ni Google račun, bojo vedno mogli najti link, da dostopajo do te datoteke in pa pač omejene možnosti urejanja potem imajo. In zdaj, kako zdaj? Za datoteke in mape je čisto isti postopek, čisto ista fora je, isto lahko naredite, da ne bom posebej kazala, jaz bom zdaj na eni mapi pokazala. Zdaj pač opcijo imate, pri mapah res je edina opcija načeloma, ali greste z desnim klikom na mapo ali pa na 3 pikice, ista fora. In imate pač obe opcije, tako sem rekla. Kopiraj povezavo uporabite, ko hočete dajati link naprej. To pomeni recimo, če imate vi v neki Google Drive datoteki neke informacije, ki jih kar na Facebook poknete, da je potem ta povezava ok, zato ker jo bojo vsi, ko bojo noter dostopili, bojo lahko delali tisto, kar vi dovolite. Če date pa v skupno rabo, bo pa dejansko nekdo imel to v deljeno z mano in si bo lahko bližnjico naredil in tako naprej. To je ta osnovna razlika, da razumete. Zdaj bomo dajali pač v skupno rabo, oziroma dajmo probati prvo kopirati povezavo. Ja, imate samo povezavo kopirano, upravljate lahko dostop z to povezavo in določite, to, ko vam je spodaj pač kliknalo, in potem samo določite, kdo lahko dostopa. Če date omejeno, morate tukaj določiti osebe, ki lahko dostopajo, pač njihove maile enostavno štimate. In pa, če pa hočete vsem s povezavo omogočiti ogled, pa še določite, ali je to gledalec, komentator, urednik. Urednik lahko dela z datoteko vse, kar vi. To pomeni, da lahko zbriše ven kaj, lahko spreminja in je to ful lahko grozno, tako da res ocenite pri vsaki datoteki posebej, a to hočete. Komentatorji lahko dodajo komentarje in vas to označuje in tako naprej, ne morejo pa spreminjati vsebine. Gledalci lahko pa samo gledajo, ne morejo niti komentarjev puščati, niti nič. Najpogosteje je res najboljše imeti komentatorje, da vam ne morejo vsebine spremeniti, lahko pa dodajajo svoje neke opombe. Tako da lahko kopiraš povezavo in pa direktno tudi tule ven, lahko zdaj jaz določim, da bom delila element. Tako da, realno, ko pogledamo, je v bistvu čisto vseeno, kaj kliknete, ko delite, ker boste na isti interfejs prišli. Jaz sem zdaj isto, glejte, to sem kliknila zdaj delje skupna raba in pa kopiraj povezavo, tule, ko kliknete, pridete pol na isto. Tako da, ja, načeloma lahko vedno greste na skupno rabo in potem to urejate naprej. Torej, tukaj dodajate osebe, dodate osebo, ki želite, torej lahko tudi seveda logično kukovic.natasa@gmail.com recimo bi dodala in če je to Google račun, ga najde. Zdaj pa recimo bom pa dala nekaj, kar ni Google račun. Boste videli, kako vrže opravila, takle. Tule sicer zdaj še ne vidite, ampak ja, potem je pač dostop malo drugačen. Tule dodajate ljudi, lahko maile vpišete, lahko iščete med obstoječimi, ki jih imate not, in seveda isto dovoljenja pač določite, kaj lahko delajo
in tako naprej. Če dodate osebe, logično, avtomatsko zgine tisti prejšnji, tole zgine, če ni samo povezava, če imate ljudi, boste tule določili, to gledalec, komentator, urednik. Zdaj pa, tukaj pa izberete obvestite osebe. To je pa to. Če se vi odločite, da obvestite osebe o dostopu do neke mape ali karkoli, seveda mu lahko pustite sporočilo, to bo potem pozdravljeni, z vami delim Google Drive mapo, recimo, to sem zdaj kar tak, in tudi določite in pa pošljete, jaz zdaj to ne bom naredila. In to je to v bistvu. Če pa ne želite tega sporočila, pa samo to izklopite in dejansko ne bo obveščeno o tem na svoj e-mail, ampak recimo mu vi poveste, ja, dala sem v skupno rabo ti to pa to mapo s tem pa tem imenom, predlagam, da si jo daš v moj disk ali kakorkoli, tako da, pol pa sem kliknete in je to to. To je vsa umetnost deljenja dokumentov in datotek v Google Drive. Seveda je tudi dodatno za datoteke, je možno tudi recimo iti, bom jaz zdaj šla v eno datotekico, lahko jo delite tudi tukaj, a vidite. Kopirate povezavo ali pa delite in isto se vam pokaže, ampak malo večji tale. Ja, to je to. Nimate kaj, ni kaj faliti, a ne.